Pozdravljeni v 87. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, veseljem je, da lahko danes v oddaji pozdravim gosta, Andrej Anžlin. Pozdravljen, Andrej. Pozdravljeno. Andrej je, sem ravno zvedel, v bistvu odgovoren za en del na Zago, pa bo kar sam povedal v bistvu in se predstavil, kaj počne in kako je prišlo do tega, da smo ga povabili v BIM Pogovore. Ja, res je, jaz sem na Zago, zaposlen na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, kjer sem vodil odseka za mostove in inženirske objekte. Drugačno, glede na to, da sta, če tako rečem, predstavnika FGG-ja, sem tudi jaz na FGG-ju zaključil smer konstruktive, pa potem na IKPR-u zaključil podiplomski študij, tako da imam ozadje iz potresnega inženirstva. Zdaj v zadnjem času pa se predvsem ukvarjam z vzpostavitvijo monitoringov za mostove, ter pa tudi ukvarjamo se z droni, na nek način jih poskušamo implementirati v našo delo, kjer pregledujemo med drugim tudi inženirske objekte. Tako da zdaj, kako pravzaprav smo se mi srečali, pa mogoče najbolj, da kdo od vaju pove, no? Ja, saj lahko jaz, no. Mislim, z Andrejem se srečujemo po teh vseh BIM dogodkih, pa ostalih gradbeniških dogodkih že kar nekaj časa. Mislim, da smo se lani kar parkrat srečala po teh kongresih, a ne, Andrej? Res je. Pa vsakič sva kaj rekla na temo BIM-a, pa vsakič sva kaj komentirala pa to, ampak ne vem, zakaj smo potem tako dolgo odlašali, Matevž, da sva ga povabila. Ja, ne vem. Ne, v bistvu še posebej sem razmišljal v tej smeri, ne, v bistvu prej smo bili praktično sodelavci, ne, pa mislim, da se nikoli nismo toliko pogovarjali, kot se bomo danes. Res je. Pa vsi smo zaključili v bistvu na IKPR-u, tako da smo šli vsi skozi to neko IKPR šolo v bistvu, če se s tem tako lahko reče. Ja, v bistvu, Andrej, povedal si pa že v bistvu, s čim se ukvarjate in to bo recimo ta glavna tema tega današnjega pogovora. Jasno, da moramo zraven še BIM vključiti, tako da bomo vse skupaj probali majčkeno BIM-ovsko obarvati, ampak vseeno morda za začetek skratka mostovi, inženirski objekti. Rekel si že, da se tudi z droni ukvarjate za pregledovanje, skratka okoli teh metodologij za spremljanje vseh teh objektov. Mogoče tako čist na prvo žogo nekako BIM uporaben v tej smeri, ali ne? Ja, zdaj, pa bomo razvili naprej kakšne te ideje in tako naprej, ne? Ja, zdaj tako, jaz kaj spet rečemo, kaj je BIM. Ne? Mi je bilo všeč, ker sta imela to v preteklosti debato o definicijah BIM-a, pa mi je, moram reči, všeč predvsem zadnja, ki je Žiga Turk izpostavil, se pravi Better Information Management. No? Tako da, ko se enkrat srečaš z veliko podatkov, ne, pač bodi si na ta način, da jih na terenu pridobiš z fotografijami, mogoče čisto preprost, ali pa z nekimi senzorji. Se pravi, ko se enkrat srečaš z veliko količino podatkov, si vedno želiš potem znati te podatke zelo dobro upravljati. Tako da v tem kontekstu je BIM zelo uporaben. Ne? Zdaj, katero orodje uporabiti, to je pa druga zgodba, ne? Verjetno tudi zelo zanimiva za pogovarjati se o tem. Pa če te prav razumem, v bistvu predvsem recimo že same definicije, ki ti recimo je najbližje v bistvu z ta Better Information Management, recimo v prvi fazi oziroma pač na prvo žogo niti ne vidiš tiste recimo pod navednicem, zdaj navednicem delam z rokami, tistega 3D-ja, ki ga recimo BIM sabo nosi, ampak predvsem tista informacija, ki ne bi ta model nekako imel, pa ni nujno sploh grafična, ne? Ja, itak. Mislim, 3D model je odličen, ne? To je odlična informacija zaradi tega, da si sploh tisti, ki si teže predstavljajo
zadeve v prostoru, je to za njih zelo, zelo uporabna zadeva. Ne? Ampak gotovo pa jaz ne gledam na BIM kot samo 3D model. Ne? Se pravi, če konkretiziram, naprimer, če na enem mostu meriš spremembo frekvence v odvisnosti od pač časa, ne? Se pravi, to je, če izvajaš monitoring frekvenc, naprimer, in če imaš 3D model tega mostu, ne? Pa to ni zadost, oziroma je veliko bolj uporabno, če so še te meritve nekako noter vključene. Ne? Se pravi, to iz tega vidika bi bil BIM, oziroma je BIM lahko zelo uporabljen. Zdaj, kakšno tehnologijo uporabiti, ki je na voljo, to je pa zdaj običajno pri nas konkretno, zdaj recimo smo naredili neko namensko aplikacijo spletno, kjer podatke obdelaš, oziroma v aplikacijah sem prikazuje, ampak podatke obdelaš, potem pa tiste, katere želiš, jih prikažeš. In to je to. Za inženirje je diagram zelo uporabna zadeva, tako da jaz še zmeraj na koncu vidim, da je to nek diagram. Ključno je pa to, da pravi indikator izbereš, ki ti prikazuje neko vrednost na diagramu. Ne? To je pa tisto, kar je največja dodana vrednost, jaz mislim. Se pravi, vi ste se lotili tega upravljanja s podatki pač iz ene čist druge smeri, jaz temu vedno rečem inženirske smeri. Ne? Zdaj, kar se meni tako zdi, glede na to, da se vi ukvarjate s temi objekti večinoma po trenutku, ko so zgrajeni, ne? Pač tam recimo v tistem obdobju uporabe in vzdrževanja, za vas recimo je pogled na ta BIM čist drugačen, ker vi bi morali v bistvu te BIM modele popravljati skozi čas. Ne? Tako je. Zdaj pa vprašanje je to, kdo bi to plačal verjetno, vse dal bi se narediti, ampak ta drugi del je pa vedno vprašanje. Sem pa vmesna, ko si omenil definicije BIM-a pa tak naprej, iz tvojega vidika bi temu lahko rekel, da je BIM v bistvu Bridge Infrastructure Management. Ja, recimo. Da še damo eno novo definicijo v ta bazen. Ne, sej pojasnim s temi definicijami, zakaj smo to z Matežem v bistvu potem nehala spraševati. Zato, ker se itak skozi leta izkazali, da vsak malo drugače gleda na ta BIM in jaz sem vse skozi se zagovarjal, da je najboljša definicija BIM-a bila tista, ki jo je, mislim, da prvi rekel Martin Lah na tem podcastu, ko je rekel, da je to digitalizacija gradbene panoge. Ne? No, ampak v bistvu druga zelo dobro, to je ta Better Information Management. Mogoče bi jaz vprašal nekaj druga, v bistvu bi šel čist nazaj. Rekel sem to, a ste vi, ali pa ti, pri svojem delu, a si kdaj dobil v roke BIM model, s katerim bi lahko karkoli počel? Ja, sem dobil pred kratkim v bistvu, ampak čist je bil en mini projektič. Nima veze z infrastrukturo, ampak ja, sem dobil. In sicer zdaj v City Parku se dela trgovina Primark. In sem jaz spadal v zgodbo, da smo delali ene teste balustrad, se pravi teh steklenih ograj in nam je naročnik posredoval dejansko BIM model teh celotnih balustrad, ki so zdaj v bistvu že narejene. Tako da, ko bo trgovina odprta, boste imeli možnost jih pogledati. No, ti si jih že pol videl, ne, če si BIM model videl. Tako. No in dejansko sem potem, zdaj pri nas na Zagu imamo Revit in sem pač odprl model. In seveda je prišlo do zapletov pri uvozu in glede na to, da je bilo to zelo enostavna zadeva, sem potem obupal, čistko povem, ker sem pač mogel druge stvari narediti. Načrt sem je v tako preložen, navaden in sem se s tistim čist rekel, je bilo čisto zadostne informacije za me. Pa je bil razlog v tem, da model ni bil uporaben v tem, da je bil v kakem drugem programu narejen, ali je bil to IFC, ali kaj je bilo to? Bil je IFC in sem prepričan, da nekdo, ki je vešč uporabe Revita, bi to, če tako rečem, v 5 minutah lahko vozil, ampak jaz sem se pol enostavno, jaz sem v bistvu iz Ferbca odprl, da vidim, čistko, ker je pač bila res, rekel, trivialna zadeva, se lahko predstavljata neka steklena ograja, ampak pač ni delal iz nule.
Če lahko uskočim, to prosti robi, ampak tole pole, veš, je taka zelo negativna prva izkušnja. Če tako en modelčič, v bistvu ena steklena stena tamle, v bistvu se načala ograja, odpreš, pa v bistvu po 5 minutah obupaš, zaradi tega, ker nekaj ne dela tako, kot bi moral, oziroma tako, kot si predstavljaš, da bi moral delati. Tako malo zavijam z ušmi. Ja, jaz tudi. Ampak jaz mislim, da se pravi, če bi jaz na dnevni bazi z Revitom delal, sem prepričan, bi se dal rešiti. No. In to je čisto moje neznanje na tem področju, bi jaz rekel. No, jaz sem ravno hotel malo umiriti pa reči, da ne vemo niti, kak je bil model pripravljen, s čim, niti kako, niti... Ja, v redu, Robi, ampak to je približno tako, kot ti jaz dal Word of file, pa ga ti hotel odpreti nekje, ne, pa bi rekel, to ne dela, ne? Čakaj, da dokončam, no. Hočem reči, da po eni strani moramo pač vse Andrej že samo opozoril, da ni najbolj vešč tega, da ne dela vsak dan s temi stvarmi, ampak po drugi strani je pa taki zelo velik, ne? V bistvu nisi edini, ne? Ja, ampak Andrej ima v bistvu DR od spred napisan, no, mislim, se ni, ta je že kakšno stvar tudi odprla, no. Res je. Jaz sem poskušal umiliti, zdaj pa I give up. V redu, no, ampak sej si točno predstavljam sebe v bistvu, no. Veš, res, v bistvu, veš tisto, ki probaš, tako kot sem pa pri teh prenovah, ki sem jih delal, se potrudiš nekaj delati in pol zadnjič sem moral, ne vem kaj, nekaj sem hotel, en načrt dobiti, en tlori sem hotel dobiti. Ja, itak, da nisem odprl tistega modela, ampak sem tam nek PDF našel, ki sem ga imel skopiranega za inštalaterja, v bistvu sem skopiral, pa sem dal naprej, v bistvu. Sem rekel, to je zelo hitrej. Ja, jaz mislim, da poskušam sebe izvleči, kaj nisem sposoben tega uvoziti. Jaz mislim, da je samo pač ocena, koliko časa. Ocenil sem, da se mi bolj splača na drug način narediti informacijo, če tako bom rekel. Če pa ne bi dobil, bi pa ga to potem lahko na drug način. Tako da, jaz mislim, da je tu bil en dober primer tega, da pač mi rabimo informacije. Zdaj pač, in če BIM orodje ni pripravljeno na ta način, da je sorazmerno enostavno pridobiš, pa mogoče malo grob, ampak je to neuporabno orodje. Ne? Čistko. Ja, in zato jaz vedno pravim, AutoCAD ne bo umrl, zato ker DVG odpreš in ga bo odprl. Razen, če imaš neke zunanje datoteke, ki jih ni zravna, pa si itak sam kriv. Ne? Ja, no, in to drugo, kar sem hotel dodati, je pa to, ne, da že leta in leta pišemo v raznih člankih, da vsak profesionalc oziroma neka skupina profesionalca se bo vedno dobila na tistem najnižjem nivoju tehnologije, ki jo vsi razumejo. Ne? In jaz še vedno nisem prepričan, da so vsa BIM orodja taka. Ne vem, no. V te nove generacije, zdaj, ki bojo prihajale, bo čedalje več gradbenikov sposobnih uporabiti teh orodij, ampak takole, no, če dobiš nek model, pač pa ga ne moreš uporabiti, tako je itak se. Poleg BIM-a, kakokoli temu rečemo, se si tudi poslužujejo BTM, ne, ko je pa Better Time Management. No, ampak ta primer, ki se ga zdaj povedal, je v bistvu BIM, ki nima veze z infrastrukturo, ampak za mostove pa se mi zdi, da še ni tega v Sloveniji to. Jaz tisto, kar sem se pa na infrastrukturi srečal, je pa dejansko za ta projekt monitoringa Rauber komande, ki je zdaj v zaključni fazi. Sem se v bistvu samo iniciativno lotil, je bila ideja, da bi zdaj tisto na začetku bila, zdaj ko gledam skoraj utopična, da bi vsemu v BIM modelu in tam se bi mi senzori prikazovali in vrednosti in vse. Ne? Ampak utopična je bila v smislu, da je bila neizvedljiva za dani budžet, ne? Ker primarno zadeva moraš odmer funkcionirati. Se pravi monitoring kot tak. No in takrat, ko sem
poskušal se tega lotiti, ali pa sem prišel do te faze, da sem v Revitu dejansko zrisal viadukt, ampak sem mogel za vsak element seveda novo družino narediti. Potem sem se malo igral parametriziral, potem smo naredili še celo terestrični sken mostov od spodaj. Pa Dars ima celo en oblak točk zgornjega ustroja, cele avtoceste, pa smo še tiste podatke pridobili. Potem sem rekel, ok, bomo pa še okolico dali noter, ker imamo pa o Darsu podatke, LIDAR. In potem sem dobil pomoč od enega sodelavca in smo poskušali zdaj te oblake točk na ta model napopati. Pri čemer smo potem malo gotovili, da to ni tako enostavno. Ampak ta ideja je bila samo žal, mi je res žal, da pač nismo potem realizirali do konca, imam pa še zmeraj neko skrito željo, da to spravimo naprej. Ker, če tako rečem, podatke imamo, zdaj je treba samo še pripraviti, zgenerirati na ta način, da jih združimo in da so potem uporabni naprej za nadaljne uporabnike. Ker to, kar je zdaj, je, če pa porabimo angleško različico, je overkill. Ja. Pa meniš, da ko je bil enkrat ta model dejansko pripravljen, če bi vam uspel vse podatke skupaj združiti, da bi bila potem kakšna dodana vrednost za naprej, ali bi bilo samo lepo za imeti, v bistvu ne bilo pa velikega učinka? Jaz mislim, da bi bilo največji učinek primerno na naročnika. Ker pač 3D model je, pač za naročnika je to nekaj čisto druga zgodba. Ker pač za nas inženirje je diagram, mi tako, ne vem, že 2 leti delaš na tem projektu, če tako rečem, ti je vse jasno. Medtem ko pa, če to naročniku, ki pa prvič to vidi, pa še nima tazga znanja o tem, seveda, kar je razumljivo, moraš pa, da dosti enostavno razložiš, moraš ogromno časa si vzeti, več kot bi si človek lahko mislil. Če imaš pa tak 3D model, si pa predstavljam, da je to veliko lažje. Tako da jaz predvsem tle vidim to prednost. Naslednji korak, ki bi bil uporaben za nas, je pa ta, da bi dejansko neke elemente na konstrukciji tudi znal na nek način barvati, tako v smislu semaforja, ali je zelen, ali je oranžen, ali je rdeč. In bilo tudi z tega vidika, po mojem, zelo uporabno. In je to tudi na nek način nadgradnja nekega diagrama, ki dela v bistvu na koncu isto zadevo. Na dashboardu, če govorimo, se pravi, na končnem monitoringu. Zdaj smo spet pri tem, da bi na koncu pride na 3D model. Ja, recimo. Pa spet pri tem, da je najbolj uporabno BIM orodje za inženirja Excel. Ja. Zraven razmišljam in vsekakor vidim oziroma razumem tvoje razmišljanje, Andrej. Absolutno, da ti je popolnoma jasno, ko ne vem, imaš to sliko enega mostu ali enega objekta v glavi 2 leti, v bistvu in veš točno vsako pozicijo in vsako oznako, ki se bo pojavila nekje v enem Excelu, ki bo potem pač kazala odvisnost od nečesa. Ampak to je pač morda sicer res, ampak minili ste 2 leti, da si to recimo ali pa leto dni, da si do tega prišel. Če bi imel že v osnovi en tak model in bi začel od tam že na 3D takoj v bistvu lepo te podatke, pa na te elemente, pa dajmo si zamisliti možnost, da se gor nekaj dejansko nariše in pobarva in ne vem kaj vse. Je to za konec koncev za tvoje delo bi precej najbrž pohitrilo, kot pa v bistvu se to premetava tam po Excelih. Kjer je, okay, na koncu ko vse v Excel pride, ampak vseeno. Je pa še drug vidik je. Zdaj, če bi štartali z tega, da bi imeli nek BIM model, pa da bi tudi projektant, recimo sanacija tega mostu, imel na voljo te informacije že v BIM modelu. Se pravi, da običajno, ko se sploh recimo tako velikih objektov, kot je Rauber komanda, ko se dela sanacija takih konstrukcij, se izvede pri tem nek detaljni pregled. In v bistvu, če bi že pri detaljnem pregledu imel
ta model na voljo, se pravi že pregledovalci, in bi te podatke dali v model, bi imel dejansko tudi projektant veliko manj dela, ne, ko bi se odločil o načinu sanacije in tako naprej. Ne. Tako da tudi projektanti sanacij bi imeli ogromno, jaz mislim, ogromno pošparanega dela. No. In pa tudi boljša informacija, ker roko na srce pregledi, pač objektivizacija pregledov je zelo, zelo težka. Ne. Tako da, če pa imaš ti na nek način bolj standardizirano način pridobivanja, pa tudi vnašanja informacij, da niso to samo neke opisne, ne, ker ogromno stvari je opisnih, je pa to gotovo naslednji korak k temu, da se zadeve čim bolj objektivne. Ne. Se pravi, da imaš res dobre informacije. Ja, mislim, da smo zaznali potrebo potem, da se vsi mostovi spravijo v BIM model. Točno to, sploh ta večino, jaz mislim. Ja, absolutno, ampak nekje je treba štartati, pa dajmo štartati z enim preprostim. Ne? Ja, to je zelo, mi všeč to razmišljanje. V redu, bomo razpisali diplomske naloge. Zdaj, če kdo od študentov posluša tole, v bistvu naj se kar oglasi. Ali Andreja kontaktira, ali pa naj z Robijem. Bomo takoj kakšno rekli na to temo. Res je. Ja, no, zdaj, če potegnemo malo črto pod tale BIM pa mostove, ti vidiš ogromen potencial, ampak vidiš pa tudi še, da je potrebno še kar nekaj korakov, da bomo prišli do tja. Sem zdaj to prav povzel? Ja, jaz mislim, da je to čisto odlično povzeto. No, mislim, mene veseli, no, ker smo očitno vsi trije zelo na podobnem stališču, kar se tiče BIM-a, no, da je treba včasih tudi povedati, da stvari mogoče še niso čisto pripravljene za uporabo na čisto vsakem področju in zagotovo je infrastruktura en teh področij. No. Mislim, tista tvoja izkušnja se mi zdi taka zelo pomenljiva, pa verjetno nisi edini, ki jo je imel, si pa en redki, ko je upal na glas povedati. No. Ja, pač povem, kaj če. Ampak imamo še eno vprašanje. Zdaj te mostovi skratka se pregledujejo, najbrž obstaja cele baze podatkov z raznih senzorjev. Delajo se takšni in drugačni zapisniki. A se karkoli dela na tem, da bi v bistvu skozi neko, pa dajmo to obrabljeno zadevo reči, umetno inteligenco, v bistvu zdaj začeli te podatke v bistvu nekako analizirati, napovedovati. Skratka, upravljati s temi objekti na tak aktiven način, v smislu, ne pa v bistvu, ok, zdaj je ura je tokle, 10 let je mim, zdaj moram pa spet tisto objekt pogledati, zaradi tega, ker je to tako v pogodbi nekje napisan, ali pa je to pač standard za te vrste objektov, zdaj pa moram jati. Ampak v bistvu, mogoče se pa 2 let nazaj že nekaj zgodilo. Če bi imel te podatke, pa morda se da sklepati kaj počasi, bi te stvari bile bolj nekako proaktivne. Ne? Ja, to ogromno evropskih projektov je na to temo, ki so se že končali, pa so še v teku. No, in recimo, zdaj smo tudi mi aktivno vključeni v en projekt, ki se sicer ukvarja na železnicah, ampak je podobna zgodba. No. Se pravi, pridobiti ogromno nekih informacij, pa jih obdelati, ampak edini problem, ki ga imam jaz tukaj pri umetni inteligenci, je ta, da sem sam zelo, bom rekel, bos na tem področju, tako da je težko kaj konkretno rečem, koliko so stvari daleč zapeljane. Ampak vem pa, da je pa zelo pomembno, da imaš ogromno podatkov. Ne. Se pravi, tako kot naprimer, ko si predstavljali, 10 let nazaj se nismo predstavljali, da nam bo Google na Gmailu predlagal v angleščini stavke že na tak način, kot nam zdaj, ko pišemo mail. In to ni bilo takrat zaradi tega možno, ker dejansko tehnologija po mojem ceni že bila, ali pa algoritmi, ali kakorkoli, ampak ni bilo podatkov. Ne. Se pravi, jaz mislim, da ko bo dovolj podatkov, bo tudi potem umetna inteligenca
prišla veliko bolj do izraza. Ne? In na nek način, potem jaz mislim šele, ko bo še ta del zraven prišel, bomo lahko začeli govoriti o gradbeništvu 4.0. Se pravi, vsi ti elementi, ne vem, droni, umetna inteligenca, pa BIM. Ne? Vse BIM je v bistvu sem platforma, kjer se vse to gor povezuje, no, tako izgledam. Ja, zanimivo razmišljanje, ne? Sicer sem tale malo jezen na tebe, ker zdaj zadnji stavek namiguje na to, da je BIM model, ampak okej. Ne model, platforma, ne? Še boljš. Še boljš. Odlično. Jaz se samo malo hecam. Vse to vprašanje sva ukinila, veš, Matej. Ja, vem, ampak v bistvu to zaradi tega, ker nočeš priznati, da bi na koncu v bistvu, veš, tako, če bi to še 10 let delali, ne, bi videl, da je BIM model, ne. Tako, kot se je zadnjič izkazalo na tistem dogodku, ne, da, ne vem, vsi so govorili nekaj o BIM-u, pa tako, kot sem ti enkrat vmes med predavanjem rekel, a je kdo kakšen proces danes omenil? V bistvu so vsi govorili samo o modelu. Tekme je konec. Tekme je konec, ja, super. Rezultat je bil razglašen. Veš kaj, jaz bom VAR poklical zdajle, pa bomo v bistvu pogledali počasen posnetek teh, pa bomo videli, ne? Ne, definitivno se strinjam, da se dojemanje vsega skupaj čas spreminja in po zadnjih dogodkih, po vsem, kar berem, vidim, slišim, se mi zdi, da se BIM čedalje bolj dojema kot model, ne? In od tistega procesa je ostalo bore malo, ampak krivda pa tudi v sami tehnologiji, ker tako kot je že Andrej danes povedal, če odpre IFC, pa mu ga takoj ne pokaže, pač potem je s tem procesom že na začetku nekaj narobe. Mislim, ne rečem, da s procesom, ali pa z modelom, ja, tako, ampak do procesa sploh ne more priti, če ne dobiš podatkov. No, tako ne, ta procesni del tega BIM-a v bistvu pa zdaj smo malo zajadrali v tisto bolj tako generično smer BIM pogovorov. V bistvu s tem procesnim delom je samo to težavo, da je ta proces, veš, kje se začne pa kje se konča. Veš, kdaj? Takrat, ko se pogodbo podpiše, takrat, ko se objekt podre, a veš, kje je zdaj ta proces? V bistvu, v glavnem pa mislim, da vsi tisti, ki so govorili, da je BIM proces, ne, razumejo ta proces v fazi načrtovanja. Poj pa kar konc tega BIM procesa. To zadeva naj bi živela še naslednjih 100 let. No, ampak vse podobna težava imaš, če tudi govoriš o klasičnem projektiranju, pa kje se načrtovanje. A takrat, ko daš projekte iz rok, ali takrat, ko je to zgrajeno, ali takrat, ko se bo kaj spreminja, ali vse vprašanja so čisto podobno. Ja, itak. V redu, čakaj, droni, nujno še o dronih kaj povedati, v bistvu, to je cool zadeva. Kako je s tem? Povej, zakaj ste drone uporabljali, pa kako ste jih uporabljali? Ja, v bistvu, tle smo drone uporabljali. Ideja je ta, da bi drone uporabili pri našem delu, kjer se ukvarjamo s pregledi objektov. Zaradi tega, ker so droni seveda imajo lažji dostop. Predvsem, že si predstavljate, kakšen črnik ali pregledati s specialnim vozilom, ki ga je potrebno najeti iz Avstrije, da ne govorimo o ceni najemnine. Tam gotovo dron sploh ne rabimo debatirati, do kakšnega izraza pride. Ne? No in tako da zdaj s našimi partnerji tipamo ta teren in če gledamo, kako to tehnologijo, če tako rečem, ki pa je v bistvu že zelo stara, ne? Če smo iskreni, kako jo uporabljati pri našem delu. No? In en del je pač optična kamera, ki je gotovo zelo, zelo uporabna. Se pravi, veliko fotografija, ne? Da dejansko lahko vidiš, kakšne so poškodbe konstrukcije. Potem smo pa uporabili tudi termovizijsko kamero, s pomočjo katere se lahko detektirajo neke anomalije v konstrukciji. Zdaj, če konkretiziram, naprimer delaminacija betona, ki je pa eden izmed sploh pri betonskih konstrukcijah ključnih indikatorjev, da se nekaj s konstrukcijo dogaja, ne? Nekaj narobe. Se pravi, to je povezano s korozijo in tako naprej in propadanjem.
Imeli smo en tak projektič in smo ugotovili, da je zelo velik potencial, ampak da potrebujemo še kar precej podatkov in pa delamo na tem v prihodnje, da bi te zadeve v naš proces kar se da množično vključili v naše delo. Tako da ja, jaz mislim, da je zadeva zelo betavna, je pa treba čim več na tem delati, ne pa samo govoriti, tako bom zaključil. Jaz bi samo rekel, da mi je zelo zanimivo, da rečeš, da je to zelo stara tehnologija, čeprav razmah dronov, ne vem, če 5 let od tega, kar so se res razmahnali. No. Ja, mislim... Ampak ja, to je pač posledica tega današnjega časa, ko v bistvu mislimo, da je Facebook od nekdaj, pa ne vem, če je 10 let star. No, zdaj je že, no. Ja, zdaj je že. Ampak Google, recimo, no. Ja, bolj sem mislil v tem kontekstu, no, da ga vojska recimo že kar nekaj časa uporablja, no, ampak ja, za take smrtnike navadne je pa v zadnjem letu bolj razmah dronov, ja. To se strinjam, tako da relativno gledano, ja, je to kar nova zadeva, no, še zmeraj. Ja, kaj Matevš, bova še kaj mučila Andreja? Ne bova nič več mučila Andreja, je zelo lepo povedal. Je nič. Andrej, imaš še kaj za dodati v bistvu temo? Ali si povedal tisto, kar smo se pogovarjali že naprej? Mogoče bi sem dodal, da čistko za intermezzo, sicer se ne tiče toliko z BIM-om mogoče, ampak bolj z Excelom, ampak da pri našem delu smo v zadnjem času se ugotovili, da je Python zelo uporabna zadeva, no, tako da bravo, Andrej. Kogarkoli, ki se s tem še ni srečal, bi mu položil na srce, da je to grizne. Tako da ja, mogoče sem to. To veš kaj, zdaj si prepozen, ne? To bi moral ti takrat povedati, ko si bil na Ikpirju, ne? Tam pa takrat pa najbrž si živel v MATLABu noter, ne? Ja, res je. No, vidiš, takrat bi rabo Python, ne? Ampak to me noče ne poslušati. Mislim, to je res najverjetno, pa še za Stonijo, no, čisto. Njega sred, ne? Ja, lepo, da si to omenil. No, sej, da povemo zadnje, zakaj, ker je Matevž začel učiti Python namesto raznih Microsoftovih programskih jezikov, že zdaj, ker je na par let nazaj. No, in zdaj dobil potrditev iz prakse, da je na pravi poti, ne, Matevž? Ne, to je... Ampak, drugače moram povedati, da sem se jaz, ko sem bil na Ikpirju, srečal s Pythonom. Znači, to je zanimivo, ampak in sicer Abacus, ne, verjetno poznate ta program, na nek način tudi bazira na Pythonu, tako da če hočeš kaj resnega delati, moraš nad Pythonu Abacusu. No, a veš tudi Revit, Dynamo, ne? Lahko ga s Pythonom razširiš. No, vse je zdaj na Pythonu skoraj. Mislim, to je tak Python je, zdaj se bom rekel, vse pore zlezel, ne? Ampak hočem reči tako, da sem se na Ikpirju srečal s Pythonom, tako da ni čistko. To pa nisem vedel, veš, da je Abacus. Ja. Tako. Ampak jaz sem, mislim, se bo čudno slišati, ampak sem pa MATLAB uporabil, da sem Pythonove skripte zaganjal. To pa bogokletno že skoraj. Ja. Ta je dobra, ja. Ne, ta je inženirska. Točno tako. Ja, dobro, se razumem, ne? Če si pol MATLAB uporabil za to, da tisti, kar je tisti Python skripta nekaj zgenerirala, ne? Da uporabil naprej v bistvu v MATLABu za ne vem, risati neke grafe, pol je to jasno razumljivo, ne? Da če si pa MATLAB uporabil tako, malo boljši bat programček, ne? Ja, bench. Pol pa malo tako overkill, ne? Ja, čisto overkill, ampak pač to je tako, ne? Tisto momentu moraš narediti in tisto, kar znaš, zmer vagaš na tem, koliko časa si lahko vzameš, da si kaj naučiš, no? Vse tako je skozi, po mojem, cel življenje. Najbrž res, to si zdaj zelo dobro zaključil. Ok, in na to pozitivno noto bomo danes počasi prepeljali tele BIM pogovore proti koncu. Andrej, jaz verjamem, da si odprl cel kup vprašanj, pa morda zainteresiral kakšnega študenta ali pa bodočega študenta, da bi kaj naredil v smeri BIM
in mostov in kakšen model naredil in kako potem to, ne vem, delil na ta način, da bi bilo uporabno. Tako da kje te lahko te bodoči nadobudni študenti ali pa v bistvu tudi projektanti kontaktirajo glede tega? V bistvu najbolj enostavno je, da grejo na Zagavo internetno stran, tam imam jaz lepo kontakt, mail, tudi telefon je gor, stacionarni sicer, ampak tako da na mailu sem je zelo odziven, bi rekel. Sprav Andrej.Kanzlin@zaksi. To zdaj, če bi vedel, kakšne interne fore bi se lahko smejal, ker si rekel, da imaš stacionarni telefon, a ne Robi? Ja. Ne bomo o tem. Ampak v redu, super. Robi, kakšen mail? Na Googlu me najdete Robert Klinc, drugače pa če se komu ne da googlati robert@klinc.net. No, sicer pa lahko jasno vsi poslušalci piše na info@bimpogori.si, da je kakšno vprašanje. Zadnjič smo imeli tako krajšo debato na YouTubeu, ampak pričakujejo več odzivov tudi na kakšne tele stvari, ki smo jih danes odprli. Tako da najlepša hvala, Andrej, da si vzel čas in nam predstavil svoje delo. Ja, z veseljem, hvala za vabilo. No. Tako da se spet slišimo. Andrej in Robi, adijo. Adijo. Adijo.